Pozdravljeni. V tedenskem pregledu dogajanja po svetu je danes na vrsti Grčija. Boštjan, pozdravljen. Ja. Grški parlament včeraj že tretjič ni potrdil novega predsednika države, kar pomeni, da bodo 25. januarja na vrsti volitve. Je to presenečenje ali je bilo to pričakovano in kakšna je sploh dinamika med grškimi strankami? Vsekakor ni presenečenje. No. Zdaj po 2 letih pa pol se obetajo nove predčasne volitve. Hkrati pa je treba reči, da se je v tem času, v zadnjih 2 letih pa pol, grška politična scena še kar spremenila. No. Če smo pred 2 leti pa pol imeli zgodbo na eni strani levičarske Sirize, ki je iz 6 najprej zrasla na 17% in potem na 24%, to se je zgodilo praktično v nekaj tednih. In na drugi strani Nova demokracija oziroma nek koncentrirano desno-sredinski del grške politike, za katerega se je intenzivno postavila Evropska unija, mednarodne finančne institucije in tako naprej, ki so želeli na vsak način preprečiti pohod Sirize na oblast in zaščititi svoje, kako bi rekel, finančne investicije v Grčijo, svoje kredite in okrepiti varčevalno politiko in memorandume. So zdaj stvari vseeno malce drugačne. Grško politično prizorišče se je vmes spremenilo, ne samo zaradi razrasta neonacistične zlate zarje, ampak tudi zaradi nekaterih novih strank, ki so izkoristili so padli v oportunističen trenutek nekega političnega ideološkega vakuma, ki vlada med obema političnima poloma in ga še kar uspešno začela zasedati. Recimo stranka Topotami, ki slovensko pomeni Reka, televizijskega voditelja Stavrosa Theodorakisa, ki utegne na teh prihajajočih predčasnih volitvah odigrati kar pomembno vlogo. Po mojem mnenju bo ravno od te stranke odvisno, ali bo Sirizi uspelo oblikovati vlado, ne? Ker razlika med Sirizo in Novo demokracijo gotovo ne bo večja od recimo temu nekaj odstotkov. Trenutno ima Siriza približno 3% prednosti po javnomnenjskih raziskavah, ta prednost gotovo ne bo večja od 5% 25.1. Skoraj gotovo je še enkrat, da bo Siriza zmagala, ampak to ob trenutni, kot si rekla, dinamiki med grškimi strankami ne bo dovolj, da bi samostojno oblikovala vlada. Nujno bo potrebovala še najmanj eno, najverjetneje pa kar 2 stranki, da bo z njimi stopila v vlado in bo to seveda lažje oblikovati, kot bi bilo v kakšni drugi evropski državi, kajti grški volilni zakon je specifičen, saj tisti stranki, ki zmaga na parlamentarnih volitvah, avtomatično doda 30 poslanskih sedežev in to bo za Sirizo ob tako majhnih razlikah in tako tesnem rezultatu, ki se obeta, kar precejšnje darilo. Tako kot je bilo Novi demokraciji to darilo pred časom. Ob tem pa ne gre pozabiti, da se ob dinamiki odvija vzporedna dinamika in gre za boj za preživetje starih političnih elit, ki so uspešno prebrodile na nek način kljub radikalnemu znižanju podpore volitve junija 2012 in na nek način tudi evropske in lokalne volitve spomladi letos. Te volitve utegnejo dokončno pokopati recimo lažne socialiste PASOK, ki so mogoče celo najbolj odgovorni za trenutne razmere v Grčiji. Hkrati pa ta isti PASOK zdaj v tem trenutku poskuša na novo odkriti samega sebe. Odkriti se na način, ki jih bo obdržal pri življenju. PASOK pa lahko v takšen, kot je danes, preživi izključno samo, če je v vladi. Nekako zgodovinska ironija se je zgodila po leti 2012, ko je PASOK šel v vlado z Novo demokracijo in jo ves čas suportiral pri njeni neoliberalni politiki in s tem ubil tudi dokončne ostanke socializma v samem sebi. Zdaj, ko pa vidi, da se Nova demokracija počasi umika z oblasti, kar seveda ni nujno, da se bo to zares zgodilo, to je potrebno poudariti, in da je Siriza tista močnejša sila, pa se začenja dobrikati Sirizi. Na drugi strani pa Siriza, ki se sooča z realno politiko in se bo z njo soočala vedno bolj, ne samo politiko, tudi ekonomijo, zelo hitro, išče že morebitne išče zaveznike. In PASOK utegne biti, kolikor to ironično in nesprejemljivo deluje za resnične levičarske volivce, eden izmed ključnih gradnikov Sirizine poti do oblikovanja vlade. V bistvu zdaj govoriš že tako, kakor da bo Siriza zmagala na volitvah. To sicer napovedujejo tudi javnomnenjske raziskave. In če se to dejansko zgodi,
Ali lahko Syriza izpolni svoje obljube in naredi konec varčevalni politiki? Syriza bo imela velike težave z uresničevanjem svojih obljub. Do zdaj, v zadnjih recimo 3-4 letih, predvsem pa v zadnjih 2 letih, je bil Alexis Tsipras s svojim možnim krogom v bistvu v zelo dobri poziciji. Ni bilo težko komentirati tega, kar se dogaja. Rušenja socialne države, opustošenja države nasploh, krčenja delavskih in človekovih pravic, spreminjanja Grčije seveda v državo tretjega sveta. To je bilo tako očitno, tako intenzivno, tako brutalno, da je v bistvu Tsipras s svojim krogom relativno novih političnih obrazov to lahko glasno komentiral in potem preprosto govoril, ne, to ni prav, mi bomo delali drugače. In že to je bilo v nekem trenutku dovolj, ob nekem osebnostnem šarmu, da so odstotki Syrizini skokovito naraščali. Imajo pa neko omejeno kritično maso, preko katere ne bodo šli, to je tam nekje pri 33-34 odstotkih. Zdaj bo to seveda veliko težje. Zdaj bo treba obljube, ki niso samo obljube, so tudi za obljube in praktično politični programi, zelo hitro realizirati v nekaj oprijemljivega. Nek ta občutek pozitivne pozornosti je v Grčiji v tem trenutku izjemno kratek, ne samo v Grčiji. In če se ne bodo začele stvari intenzivno dogajati že v prvih mesecih, če ne bo, bi rekel, v Bruslju nemudoma pokazan rdeč karton strani Syrize oziroma morebitnih novih grških oblasti, nemudoma pokazan rdeč karton tej rušilni varčevalni politiki, če se bo šlo v kompromise in iskanjih nekih srednjih poti z Brusljem, mednarodnimi finančnimi institucijami in trojko, potem bo javnomnenjska podpora Syrizi zelo hitro padla, zelo hitro se utegne morebitna vlada, tudi če bo uspelo Tsiprasu oblikovati, tudi zrušiti. Zato nekako predvidevam, da bo kar nekaj časa minilo brez velikega kompromisa in ta čas bo še vedno temeljil na obljubah. V nekem trenutku se bo pa Syriza zaletela v zid in to bo pa zgodovinsko izjemno pomemben trenutek. Če bo takrat Syriza sposobna na glas reči ne in ta ne tudi realizirati v nekem ekonomsko, kako bi rekel, sustainable smislu, bo to Evropo pognalo naprej, drugače pa bo levica v Evropi dokončno poražena. Kako se bodo na morebitno zmago Syrize in njene izpolnjevanje obljub odzvala trojka? Pred 2 leti pa pol, ne samo trojka, tukaj trojka ni edini igralec, tukaj so tudi korporativni mediji in ekonomija nasploh, ki je po leti 2012 z oklicavanjem Syrize in predvsem Tsiprasa za evropskega sovražnika številka 1 in absolutno pretiranim govorjenjem o morebitnem grškem izstopu iz evropskega območja in Evropske unije, o potenciranju apokaliptičnih scenarijev, ustvarila vzdušje panike v Grčiji, zmanjšala udeležbo na volitvah, hkrati pa okrepila pozicije že klinično praktično mrtve nove demokracije, je to zdaj drugače. Zdaj ne gre več za vzdušje panike, gre v bistvu bolj za vzdušje malodušja v Grčiji in nekega obupa. In zdi se, da se bo v zelo hitrem času, če se stvari ne začnejo resneje spreminjati, grška politika dokončno preselila na ulice. To niti ni nujno slabo, ampak glede na to, da pač je drugi pol, fašistični pol, na to mogoče bolj pripravljen od kogarkoli drugega v Grčiji, pa to utegne peljati tudi v katastrofo. In to je tisto, o čemer se bojim, da Evropska unija in trojka in sploh tudi drug, o katerem smo govorili, korporativni mediji, v tem trenutku ne razmišljajo. Razmišljajo o tem, kako začitati svoje investicije, kako ob morebitnem, pa to praktično ne gre več verjeti, grškem bankrotu, defaultu, ostati polnih žepov. In zato v tem trenutku ne pričakujem, da bo Bruselj tako, pa Berlin, pa kdorkoli drug iz tega kroga, tako destruktiven, kot je bil pred 2 letoma in pol. Nasprotno, mislim, da se bo Tsiprasa zelo hitro, in to se že nekaj časa počne, probalo spremeniti v vseevropskega politika, ki je sprejemljiv tudi za veliki kapital. In
bojim se, da ima nastavke, da ga potegne to povleči za seboj, da bo ustrajal v coni udobja, ki mu je bila zadnje čase tako pisana na kožo. To je še eno morebitno negativno sporočilo v Evropski levici. Ta je zelo nagnjena k temu, da sedi v udobnih foteljih. Za konec samo še to, ali lahko ob morebitni zmagi Syrize pričakujemo izstop Grčije iz evrskega območja ali Evropske unije? Ne. Hvala, Boštjan. Prosim.